In zmago je eno podjetje, ki se imenuje Grantor AI. A bi ti malo več povedal o njem? Ja, to je v bistvu portugalski startup, ki v bistvu uporablja umetno inteligenco za v bistvu javne razpise. Prav, pomaga v bistvu podjetjem najti razpise, ki so za njih zanimivi, potem pomaga v bistvu klasificirati, a si ti, ne vem, dober fit, a imaš dobre projekte in v bistvu ti pomaga tudi pripraviti prijavo na ta projekt. Vsi vemo, ne vem, ko smo se kadarkoli srečevali s temi evropskimi projekti, pa to, s tem se moraš dejansko ukvarjati in ravno ta del zdaj rešuje ta startup. Tako da meni se zdi, da v bistvu res rešujejo nek problem poslovni z AI-jem, ki dejansko je kar velik, veliko podjetij bi se mogoče, a veš, monitoriraš, ali so kakšni razpisi, ne. Ni da ti nekdo pove, ne, imajo nek ta quick match, ki v bistvu bi lahko tako rekel, spremlja vse razpise, ki so zate za tvoje podjetje zanimivi, a ne. In te pol v bistvu pomaga v bistvu tam pridobivati neka dodatna sredstva, tako se mi zdi dobra zadeva. Zdaj, zakaj so zmagali, neki razlogi je bilo zato, ker predvsem prihranijo ogromno časa, ne, s tem se lahko ukvarjaš tudi, ne vem, po 2 tedna, da vse skupaj praviš. Pol je tukaj dosti avtomatizacija nekega procesa, ki je zelo zapleten. Meni se zdi taka zelo zanimiva uporabna zadeva in ne vem, taka bi tudi delala čisto v Sloveniji, če bi bili enkrat. Ampak ja, res se mi zdel zanimiv zmagovalci stališča, da olajša podjetjem sodelovati na takih stvarih, kjer podjetja imajo ekspertizo, imajo znanje, imajo tudi zadosti ljudi, tehnologijo, vse, kar potrebujejo, ampak mogoče pa nimajo tistega overheada, nekih projektnih vodij, prodajalcev, kakorkoli, kjer je treba vse to pripravljati. In če to olajšamo, bomo dobili, po moje, boljše rešitve na področju javnih naročil, a ne.